dobri perspektivi in dobrih napovedih za naprej. In pač ena od točk v naši lokalni skupnosti, kjer smo zelo omejeni z turističnimi kapacitetami, je tudi tako imenovani lovski dom, oziroma turistična storitev, ki se v tistem koncu nudi. Začetek postopka pomeni pač odpiranje Pandorine skrinjice, ki se lahko odpre, ali pa tudi ne odpre, ali pa odpre malo kasneje. In če bo občina pač ustrajala in dosegla, da bomo o tem pač razpravljali danes v začetku postopka, bo po eni strani verjetno tudi dala možnost, da se en del turizma tudi pač na eni lokaciji zapre, zaustavi in se verjetno predstavi kam drugam. Zavedate se tega in stiskate tudi pomislite o tem našem ljubem turizmu, v katerem bomo poslušali potem poročilo, ki ga bo pripravil KIC, o uspešnem poročilu, ki je tudi naš odbor sprejel, da je to de facto povezano tudi s tem. Hvala. Hvala, jaz se ugotavljam, da je v zaključju razprava, ker je brezporodna, se bomo 2 uri pogovarjali o dnevnem redu, dajem predlog. Hvala, gospod Štefanič, če je kaj zelo. Ja, sem pravic, sem dal to tega vnaj. Jaz bi pa že rad to pozdravil, Ga imamo, ali pa ne? ugotovitve svojega reda statutarno upravne komisije. Člani smo v tej točki naredili izgledno veliko pozornosti, ker je stvar zelo občutljiva, kakorkoli že izgledamo. V razstavi smo izpostavili in pretesnili pravice investitorja in tudi pravice lastnikov sosednjih zemljišč oziroma uporabnikov, najemnikov objektov v bližini predvidene gradnje Piščančje Palme. Pri sprejemanju odločitve nas je bila misel, da bo uradno, površna in strokovno neutemeljeno odločitev ne smemo biti v nepotrebno dogajanje spora, ki se utegne privesti v neželene sodne postopke. Izhajali smo iz dejstva, da imajo vsi postopke enake pravice, ki jih ne kaže prezreti temu sklepa ne bom dal, temu bi pa opozoril, pri tem bi pa opozoril še na zakon o urejanju prostora. Ta še velja. V peti točki tretjega člena pravi takole, kar se tudi komisija opira. Doseže prostorsko, se pravi, namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Pri tem je treba prostor urejati tako, da se doseže prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razvrstitev različnih dejavnosti v prostoru. 9. člen pa pravi takole. Pri upravljanju zadev urejanja prostora morajo nosilci urejanja prostora, se pravi občine, upoštevati javne koristi in zasebne interese ter v skladu s temeljnimi cilji urejanja prostora med seboj skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnim koristim. Tale zakon, ZUREP1, se je prenehal veljati je bo prenehal 18. junija. Novi je pa že pripravljen, mislim, da bistveni krvnik ne bo, pri tem zadevi pa že 24. oktobra lani. Ampak stopil veljavo s 1.6. 18.6. Vse to vemo, ampak mi moramo priti do tega, da manj to čitati. Imaš to si? Ja, zdaj pa spadamo na četembe, ne? Mi smo se začenjamo, odpiramo to. Odpiramo ga pa s problemom. Mi bi pravzaprav, če bi imamo splošni prostorski načrt, imamo osnove, na podlagi razni tega bomo gradili te podrobne prostorske načrte. Da bi vedeli, da bi na območju Škalca, pa območju tam pa tam se lahko gradi dodatno še to, ne sme se pa absolutno to. To pa se lahko tam. Jaz ne vem, zakaj sem bolj posloveno, je občinski prostorski načrt, a zakaj imamo državni zakon, ki to ureja. Ampak, govorim vam zopet to, vi se vsi po vsebini pogovarjate, vi ste še po postopku in spolotni. Tem je hec. Mi smo še odprli postopka, pa se preklamo, pa vagamo, brez osnove. Govorim vam, v postopku javne razgraditve, po javno obravnavo bo vsak povedal, kam paše. In se bo bolj vagalo.
Znate, da prosto bo pa res zaključujem, ne bomo motivu je porabili za tem narediti. Prihajam s krajevne skupnosti Šiče, ker je tudi pred kratkim prišla pobuda od dveh investitorjev, sicer iz sosednje vasi, da bi se ravno tako gradila naše krajevne skupnosti, tista zadeva, o katero se pogovarjamo. Jaz bom povedal, da krajevna skupnost, oziroma svet krajevne skupnosti je dal pozitivno mnenje, vendar smo nekako investitorjem dali sporočilo, naj to uskladi za tistimi, ki živijo neposredno ob tem bodočem objektu. Jaz mislim, da tu je tisto, že v tej idejni zasnovi to mogo biti. Glejte, kako kul, tudi če bo danes ta postopek spustili naprej, na koncu se pa to tožilo. Tako, jaz, kot nisem pravnik, tako po kmečki logiki, pač nekako to razumem. Ko hočem iz tega povedati pa želim to, da mogoče, zdaj, če v ta kratkem času so 3 farme, se pravi, eventualnih investitorjev, mogoče v čez leta je 5. Poglejte, občina OPM predvideva industrijsko cono, se pravi, kjer bomo imeli obrtne dejavnosti, kjer bomo imeli parkirišča za avtomobile in tako naprej. Zakaj ne bi mogoče za ta segment v tej občini namenjen prostor? Jaz ne vem, či je zdaj trenutno ta trend, verjamem, verjetno je, ne nazadnje, gre tudi za samo oskrbo, verjetno so zmotivirani z takovimi sredstvi, da se to lahko naredi in iz tega vidika bi jaz mogoče res, ne rekel, da bi pozval, jaz nekako to narediti, ampak resnično preveril teren, če še kdo odzadi, da pa nemo zdaj se naslednje seje pogovarjali samo o teh farmah, pa mogoče ne drugih stvari toliko. Prav, jaz govorim o tem, da do vsebine bomo še retrišti. Ampak tako, kot ste v ta prostor prišli, ste morali spet vrata. Zaključujem razpravo in dajem predlog gospoda Štromajerja za umik 13. in 14. Če se pravi, zelo 13. in 14. se umikata. Ja. Gradne farme z Bišance na Svetu Grebejo in pa gradne farme z Bišance v Koniški vasi, zato ker nobeno tehnijo predloženega gradiva v zvezi s soglasjem najbližjega soseda in ker je gradivo, zato ne bo polno. Dobre, samo to sem sprašal, 13. 14. točka. Dajem predlog gospoda Štromajerja za umik 13. in 14. točke dnevnega reda. To je za predlog gospoda Štromajerja. Za proti? Za, proti 8. Se pravi, predlog je sprejet. Umikamo ti 2 točki. Zdaj pa dajem predlog po dnevnem redu v celoti, zakaj s tem, da 15. točka postane 13. točka. Kdo je za takšen predlog za sprejem dnevnem reda spremenjen? Ja, pa dajmo z rokami, ker nima pripravljena. Dajmo na roke, peš. Proti ni še. Ugotavljam, da je spremenjen dnevni red današnje seje sprejet. In prehajamo na prvo točko, to je predstavitev lokalnega programa za mladino v občini Slovenske Konjice za obdobje 2018-2023. Uvodno predstavitev bo upravila Nataša Pučnik, čisto kraj.
pregled in vključitev dobrih praks iz ostalih občin, sledila je priprava programa in javna predstavitev. Lokalni program zajema 9 strateških ciljev in 20 ukrepov. Ključna področja, ki jih zajema, so povezovanje akterjev mladinskega sektorja in izboljšavanje področja za mlade, razpisno sofinanciranje mladinskih organizacij in proračunskih postav, ter ciljna obravnava prednostna področja mladih, to so stanovanjska problematika, zaposlovanje, izobraževanje, socialna vključenost mladih, zmanjanje priložnosti in politična participacija. Namen lokalnega programa za mladino je vzpostavitev dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini, ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Hvala. Hvala lepa. Zadevo je obravnaval tudi Marina, gospod Enrique, prosim za mnenje odbora. Lepo prosim, moje mnenje, zbor za mnenje potrebujem predlavo Občinskem svetu sprejemno lokalnega programa za mladino občine in province za obdobje 2015. Hvala lepa, odpiram razpravo. Gospod Štromajer. Ja, hvala. Vesel sem, da smo v bistvu končno prišli do tega dokumenta. V tem dokumentu smo govorili praktično cel mandat in zagotovo ocenjujem, da je korak v pravo smer. Mislim, da mladi v naši občini rabijo večjo pozornost, tako strani odločevalcev občinske sveta, občinske uprave in vseh ostalih. Kot dolgoletni prostovoljec v Občinskem centru Dolenjske doline ocenjujem, da ta program gre v pravo smer. Verjamem, da bo izboljšal položaj delovanja mladih prostočasnih aktivnosti mladih in za mladih v naši občini. Sicer bi se osebno želel, da bi bil še malo bolj ambiciozen, predvsem kar se vlaganja v neko infrastrukturo tiče, vendar kljub temu ocenjujem, da so programske točke, ki so se dodale noter pravilne. Želel bi si, da bi bil sicer ta program že sprejet v začetku tega mandata, da bi lahko tudi že zaživel in da bi že lahko videli prve rezultate tega dela, ampak bolje pozno kot nikoli. Tako da ta program zagotovo pozdravljam in verjamem, da bomo vsi soglasno podprli, ter ocenjujem, da je korak v pravo smer. Hvala lepa, gospod Hrpec. Hvala lepa, da ste pozdrav. Jaz sem to pozorno prebral, nimam nekaj pripomb vsebine. To je pa moti tole finančni korisi, če vse vključimo v nekem denarju, torej mi zdaj dajemo neke finance, nekaj sodišča, ki bodo lahko se spremenili. Lahko bo potreba večja, lahko bo potreba manjša, jaz vem, torej ni prav, da v tem programu govorimo o nekem denarju, govorimo o načelnih zavejah, nekaj se bo potem sproti vsako leto zelo neko obledo potem tudi spremenilo. Tako da smatram, da to nepotrebno, neprimerno v tem programu sedaj operirati z nekimi absolutnimi številkami, ki bodo mogoče mnogo lepo popravlja državljati. Gospod Štefanič. Hvala. Torej, gledate čisto na strani 7, drugi odstavek. Začne se takole, med prebivalci občine je bilo število najmlajših, kar je značilnost največjih slovenskih občin, večje od števila najstarejših. Opiče, na starost oseb starih od nič do 14 let je prebivalo 98 oseb starih 65 kaj več let. To mi je izkušnja, kako to znači. Verjetno napaka, ne? Popravte, ja. No, jaz bi rekel, da je tole poročilo sicer zelo dobro naredilo. In bi upozoril samo dva podatka. To sta, da je med aktivnim prebivalstvom moče reči povprečju 1,1% registriranih brezposelnih oseb. To je več kot povprečje v državi, kjer je imamo 3,3. In pa povprečno mesečno plačano osebo zaostaja za približno 15% od državnega povprečja. To je dosti zaskrbljujoče in bi zdaj je čas opozorilo to, da bi sestavljavci naslednjega občinskega proračuna imeli to vizijo, da bi skušali te številke spremeniti, izboljšati, boljši. In, ko bi rekel tudi malo karikiral, lepo bi bilo, da bi naš
ciljevi poslanec, Podkrajšek, kakšen predpovesil, kakšen pripeljal, kakšen delov obrat mi dodane, je pa povečal celca ta pomogli stadion. To je vseh nas. Gospod Neža Tovrič, Viško. Ja, lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Kot je že Nataša omenila, smo se mi v Malinskem centru intenzivno vključili v pripravo lokalnega programa. Zdaj smo anketiranje pregledali primere dobrih praks in ravno tudi iz primerov dobrih praks, kot so občina Velenje, Ajdovščina, Maribor, Ljubljana, smo črpali vsebino glede na izkazane potrebe, potem vsebino ukrepov in tudi kako se tak program zapelje. Zato je tudi tak finančni poris in ker smo ga zasledili recimo v vseh programih na ta način, da se nekako nekje občina lahko zaveže oziroma omogoča ta trajnost v sektorju. Zdaj ne vem, koliko se vam to zdi, da ne paše v program, boste povedali ostali, ampak vse občine imajo na tak način, da tu naša ni nobena izjema. Je pa tudi ta program in odlok, ki smo ga sprejemali, pa sedaj, ko smo uredili obe proračunski postavki, torej, da smo ločili sofinanciranje mladinskih organizacij, organizacij za mlade in mladinskega centra, nekako pogoj tudi, bodo izpolnjeni pogoj, da bo občina lahko tudi na jesen uspešno kandidirala za certifikat mladih prijazna občina, ki pa ima tudi potem svoje usmeritve, da se določeni ukrepi izvajajo, da se ne poslabša stanje za mlade in tako naprej. Tako da jaz mislim, da čeprav malo kasneje nič narobe, je korak v pravo smer, kot je tudi kolega Štroma je že povedal in upamo, da bojo ukrepi, ki so zastavljeni dobro, sledili, kolikor pa ne, je pa seveda tudi monitoring, torej spremljanje tega programa enkrat letno, vsak ukrep se temu lahko potem spremeni, kolikor se vidi, da je dober, nadgradiv, kolikor se vidi, da ne pije voda v strani, tako da je pa neka usmeritev razvoja. Hvala. Hvala, Masuta Pejse, Brika. Ja, moram mnogo replicirati. Torej, gledajte, če nas spominja vlada, 2 leta nazaj je bilo postavljeno v Malinskem centru pomembno bliže, kot je sedaj televizorno. Torej, ste vi uspeli dokazati, da rač pa rečem nami, kaj bolje delate, ne? Ne verjamem, da je tako, ne? Obstaja tudi možnost, da lahko dokazati to tudi naprej, ali pa tudi ne. Torej, absolutno sistemica na nek način sedaj omejujemo, ne, in dejansko delo mladine oziroma vsega tega, nekaj vidimo, spravljamo neko okvire, kjer želite se to spustiti, ker verjamem, da je verjetno potrebno vse te programe, ki sem jaz prebral, ne, popišete, da kdo se bo potreboval, primarno je to proračun, mogoče so neka sredstva, od tega denarja premalo, tako je smisel, ne. Zato sem to temo nasvetujem, da se govori o zmeskih, naj se govori o programu, potem se program, da bomo nekaj sproti, verificiran tudi financiran. Jaz mislim, da nekaj piše en stavek, da se razmožnost ni proračuna. Ne, da se govori kakšne večje proračunske večje. Lahko kratko repliko. Ja, ti zneski, ki so opredeljeni, so ravno zaradi delitve na 2 proračunski postavki za sofinanciranje otroških mladinskih programov in projektov ter za sofinanciranje dejavnosti mladinskega centra. Torej, projekte in programi, ki jih izvajajo organizacije, torej samostojno opredelijo, kaj počnejo in sledijo ciljem. Ostali ukrepi, kot so stanovanjska problematika, reševanje športnih zadev, ki pa je povezano v skladu oziroma se rešuje v povezavi z ostalimi javnimi zavodi in inštitucijami, pa mora pokriti druge postavke. Te postavke pa niso določene specifično, ampak odvisno vsako leto od proračuna. Da pa je neka trajnost, da se to ne niža, smo pa določili te zneske. Znesek se pa je v 4 letih, mislim, da povišal za 6.000 evrov, če gledamo sofinanciranje dejavnosti mladinskega centra, kar predstavlja 15% celotnega letnega proračuna. Hvala. Hvala za besedo. Meni se ta program zdi dobro napisan, predvsem bi ga pohvalil z vidika, ker če ga bereš, se vidi, da je osnovan na nekih realnih problemih, ki jih imajo mladi, ali pa bi rekel na nekih realnih postavkah. Zato se mi zdi to dober program. Posebej, recimo tale, ko se to anketo bral, se mi zdi ta podatek, da mladi
želijo sami ustvarjati. To se mi zdi sploh dobro, to je visok procent tega in jaz mislim, da je ta program in ti cilji, ki so tukaj napisani, dobro osnovno to. Posebej se mi zdi pa dobro ta strateški cilj 4, ki govori o zaposlovanju mladih. Namreč kar nekaj podjetnikov v Konicah tarna na tem, da ni kadra. Se mi zdi, to je ena od tistih priložnosti, ki bi morali dati še posebno pozornost v prihodnosti. Se pravi, da bi mladim v sodelovanju s podjetniki in drugimi ustanovami pač omogočiti zaposlitve, to se mi zdi tista pomembna stvar in bo podpiral ta program. Hvala, gospod Korin. Ja, jaz sem repliciral gospodu Štefaniču, da bi pripravljali Konice kako podjetje, bi bila bolj, v čem mandatu bi vaša naloga, vi ste imeli vlado do nedavnega, tako da mi smo tu bolj lehki, pa ker govorimo mi po programu mladih, bi pa rekel, da se še pa vedno boljše zdi, da naši mladi tekajo pokojoči travci, tako vi kličete, pa da za kakim voglom ki kako drugo travco vašejo. Replika? Ni replika na repliko. Nič si meni repliciral, kolega, jaz sem pravico do repliko slavno poslovnico. Hvala. Prvič, to glede travc pa mladih bi prosim, če se upravičite vladi te občini, ker takšne opaske strani podžupana te občine so neprimerne, nevljudne in žaljive. To je prvič. Drugič, kolega je imel čisto popolnoma prav. Poslanci niso samo vojščaki svojih strank in potem služijo interesu ljubljenega vodja svoje stranke, ampak bi morali delovati v lokalnem interesu okolja, v katerega so bili izvoljeni in zagotovo je to tudi izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih. Zdaj, če vemo podatke, Konička občina ima slabe indekse glede tako enega bega možgana. Žal na veliko Gospod Šovan, 3 minute imam skladu s poslovnikom pravico govoriti. Ne bom dovolil razprave predvolilne tole. Kakšna predvolilna razprava? Kolega je govoril, kolego repliciral, ker je kršil poslovnik. Ne krši poslovnik, župan. Gospod Kolar ima besedo. Morate kršiti poslovnik. Hvala za besedo. Eden tistih, ki smo prevzeli odgovornost v 20 letih, ko smo ustanovili prve mladinske organizacije na pravnih temeljih v Konicah in kasneje pripravljali do razvoja mladinskega centra in pa zavoda, ki deluje v okviru tudi študentke Mladinske doline, ki danes po moje oceni predstavlja, kako tiče mladinski delež mladinske organiziranosti v Konicah, seveda podpiram vsakršno nadgradnjo obstoječega financiranja takšnih dejavnosti in pa takšnih programov. Vseeno bi se pa vrnil v tisto smer, da bi rekel, da zavod, ki posluje na temeljih društva in je bil ustanovljen pred 15 leti, je večkrat ponujal možnost, da bi lokalna skupnost sprejela tudi malo soodgovornosti pri upravljanju tega zavoda in bi hkrati lahko tudi kontrolirala programe, višino, financiranje in vse, kar sodi zraven po upravljanju zavoda. Zaenkrat je to še vedno zasebni zavod, predlogi so bili, da bi se občine pridružile kot soustanovitelj ali pa da bi ustanovili nov zavod, kjer bi si verjetno razdelili te deleže na tak način, da bi občina participirala, ampak tudi odgovorno soupravljala za tem zavodom. Kar bi bila verjetno še neka nadgradnja in bi mogoče zmanjšali tiste očitke, gre denar, ko smo si roke oprali in je zadeva rešena, pa ne oni upravljajo s tem, ko potem odgovarjajo. Tako da jaz bi vseeno obudil to idejo, da bi ta mladinski program, oziroma to, kar bomo danes sprejeli in potrdili, v prihodnosti vseeno poskušali narediti tudi z vstopom občine v partnerstvo v obliki soustanovitelja zavoda, novega ali pa starega, če pravni okviri mogoče so takšni zapleteni, da do tega ne bi mogoče. Tako da obujam to idejo zopet in podpiram to dejavnost. Hvala. Mogoče samo kot dopolnitev v mojih 3 mandatih, zdaj vse dana pobuda, da bi se mladinski center, kakorkoli se imenuje, sistemsko organiziral v okviru občinsko streho, pa je bila vedno izražena želja, da zavod mladinski center Mladinske doline lažje posluje izven okvirov. Tako da, ja, lahko se o tem razpravljam, ampak verjetno v nekakvem drugem mandatu. Neža? Kratka replika. Jaz smo se tudi o tem pogovarjali, kaj je stanko izpostavil. Zdaj, zaenkrat smo ugotovili, da je to trenutno najboljši okvir, sicer zaradi prejemanja nepovratnih sredstev iz drugih razpisov, kjer kot neprofitna organizacija, zasebni zavod, imaš več možnosti in
koliko še zaenkrat ustanovitelj tudi kljub študentov lahko nek delež financira. V tem primeru, kot zdaj občina financira, recimo, če bo Mladinski center uspešen naprej na razpis, je to 45 000, bi na prvem primeru za isti obstoj morala še enkrat toliko dodati. Tako da, na kratko. Tukaj na pojasnilo nisem želel, da bo stopil to kot občinsko strukturo, ker potem izgubili svoj namen. Ampak sem imel namen predlagati tisto, kar je tudi nastavila mreža, se pravi soustanovitev svojim vstop do zavod na takšen ali drugačen način, veliko zavod, da določamo svoje podpala. Ok, hvala. Še želi razpravljati? Gotovo da ne, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme lokalni program za mladino